strani pa je bilo pogosto slišati bojazen, da v tem prostoru ne bo več dovolj upoštevanja različnih kultur, različnih jezikov, nenazadnje različnih visokošolskih tradicij in tudi avtonomije univerze. Tisto, kar je morda ob tem zanimivo, je to, da se je potem, ko smo se za prenovo odločili, pa naj je bila pobuda politična ali kakršna ali kakšna drugačna, da je potem debata nekako potihnila. Delali smo vsak svoje, se srečevali z vedno novimi, čisto konkretnimi vprašanji, recimo, kako se lotiti načrtov, katera načela poudariti, kaj dati med izbirne vsebine, kaj med obvezne, kako zagotoviti, da izbirnost za interdisciplinarnost ne bo ostala samo na papirju. Ko smo se začeli srečevati s temi vprašanji, smo bili prepuščeni nekako sami sebi, medsebojne izmenjave izkušenj pa skoraj da ni bilo. In zato se mi zdi, da je danes, če že imamo neko posebno priložnost, da smo tukaj predstavniki 6 univerz iz 2 držav, dobro spregovoriti tudi o tem, kaj se dogaja in kaj so se, zdaj bom rekla tako, hrvaški kolegi, ki so, kar se tiče Bolonje, nekoliko pred nami že naučili in da slovenski razmišljamo o tem, katerim pa s tem pa se lahko izognemo. Zato mislim, da je za začetek najbolje, da začnemo kar z razmislekom kolegov z Hrvaške, ki bolonjsko reformo izvajajo že 3 leta, o tem, kaj se je pokazalo, kaj dejansko reforma prinaša, kakšni so študentje in kaj je morda v tem trenutku se o tem verjetno že da govoriti, dobro tudi spremeniti.